Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, vsi skupaj pa dobrodošli v današnji uri resnice. Z menoj v studiu je danes znova Boštjan M. Turk, si zaseden polno, ne, z uro resnice zadnje časa in pa Peter Jančič, Sreča in pa Peter Jančič, dobrodošla oba dva. Zdaj, glavna tema današnje debate bi bila tale spopad za referendum okoli kulturnih, oziroma pokojnin za kulturnike, ampak predno gremo na tole osnovno temo, me zanimajo pravzaprav še dve aktualni stvari. Zdaj, Peter, včeraj bi mogel odbor za kulturo v Državnem zboru razpravljati, v razširjeni sestavi razpravljati o medijskem zakonu, predlogu novega medijskega zakona, ampak potem je bilo to umaknjeno, češ da koalicija ni usklajena okoli posameznih amandmanov in zaenkrat so zadevo, če jaz pa razumem, umaknili z dnevnega reda. A to drži? Tako, pod nujno so predlagali umik z dnevnega reda, vladni poslanci, to je njihov zakon, ki so ga tudi potrdili v prvem branju, ne, to je odbor potem tudi potrdil. To niso naredili zaradi neusklajenosti, ampak zato, ker je Zakonodajno-pravna služba, to se pravi pravniki v parlamentu, so spisali kar 47 strani pripomb, o tem, da gre v zakonu za kršenje ustave, za zmedenost, za neusklajenost, za novosti, ki so neutemeljene, in ki morajo biti, če predlagaš nek zakon, da je skratka zakon skorpucalo. In potrebujejo... Mislim, da si ta izraz je ti uporabljal tudi v naslovu enega tvojega članka. In da rabi koalicija preprosto več časa, da vsaj toliko, da vse najhujše stvari, na katere je opozorila Zakonodajno-pravna služba, popravijo. To se pravi, razlog umika je stališče Zakonodajno-pravne službe v Državnem zboru, kako? Ja, oni morajo po tem stališču, ker je tu dosti tehnih opozoril, popraviti zakon na ta način, da bo vsaj pravno pil vodo. Lahko grejo tudi mimo tega, ampak dosti krat so potem zaradi tega, če ne spoštuješ, kako bi rekel, te nomotehnike pravne, osnovnih pravil težave. Zakonodajalec ne sme to ravno. Tudi električar mora spoštovati neka pravila, če jih ne spoštuje, potem nekoga elektrika strese. A to se pravi, ni zdaj, bom rekel, stvar v tem, da bi ta zakon bil nasploh, kako bi rekel, umaknen iz procedure, oziroma ga ta koalicija sploh ne bi več predlagala, ali kako? Jaz mislim, da bi zelo pametno ravnali, če bi to naredili, da bi to skorpucalo umaknili, ampak zaenkrat se za to niso odločili in vztrajajo in bojo probali to popraviti, predvsem, ker so se najbrž zavezali v ozadju, da bojo svojim tajkunom pa medijem zagotovili dosti dodatnega denarja in zato je ta zakon zanje potrebno in zdaj bomo videli, kako bo ta spopad potekal naprej, ampak zaenkrat mislim, da ni dokončno umik. Tudi mislim, da so že dali na terminski plan za april seje Državnega zbora oziroma napovedali, da bo takrat obravnava tega zakona v drugem branju, ki je zelo pomembno. Ampak morajo prej to vse odbora upraviti, ki so jo zdaj predstavili. Brez tega, tu prva razprava poteka in popravljanje zakona. Že tu se določbe zakona lahko spremenijo, potem pa še v zboru. Zanimivo, jaz sem včeraj sodeloval v okviru enega marketinškega dneva Dan D, sem sodeloval na okrogli mizi na temo tega medijskega zakona, čeprav tam je bila bolj debata o teh, ali so vplivneži, ali ne vplivneži sodijo pod ta zakon ali ne, spletni vplivneži. In bil je napovedan tudi svetovalec ministrice Lenart Kučič, ki pa je sodelovanje na tej okrogli mizi včeraj odpovedal, češ da ima obveznosti v Državnem zboru. No, v Državnem zboru je potem zadeva odpadla, pa odpadla že par dni prej, ampak kljub temu se gospod Kučič na tej okrogli mizi ni pojavil. No. Tam je bil komentar, da ni prišel zaradi tega, ker prosto nima teksta, s katerim bi lahko ta zakon branil. Najbrž trenutno ni v lahkem položaju, ker je težko pojasniti, kakšna bo vsebina glede na to 47 strani pripomb, da bo treba marsikaj spremeniti in zdaj se morajo najprej med sabo uskladiti, kaj sploh nameravajo narediti. In on kot predstavnik vlade, ki mora zagovarjati to, kaj se politiki dogovorijo, zdaj težko pove, kaj so se politiki dogovorili, če se pa ti še niso dogovorili. Moja teorija je, da je že od vsega začetka vedel, da ne bo prišel, ker koliko jaz vem, on nastopa samo tam, ker je v bistvu zorganizirano nastopanje in ve, kakšni bodo odzivi vprašanja, kaj je za njega prijetno. Si ti spremljal, kaj je to sprejemanje? Ja, mislim seveda, da Kučiča ni bilo, da je to čisto jasno, ker se s tem ne identificira oziroma od tega zakona, ko bodo pobrali dol, morajo upoštevati pravna mnenja, ker konec koncev to je ta zakon je katastrofa od zakona, Tako kot vse, kar dela Golobova vlada. Rekli so, da je to najboljši medijski zakon na svetu, Pa ja, saj lahko rečeš karkoli, jaz lahko rečem, da bom jutri dobil Nobelovo nagrado, pa včeraj sem jih dobil 5, In lahko rečeš, človek lahko govori karkoli, Mislim, ta vlada, ta medijski zakon je prvič, mi ne potrebujemo nobenih medijskih zakonov, potrebujemo samo neko konkurenco v medijskem prostoru in predvsem, kar potrebujemo to, da so lastniki medijev tisti, ki v medijih
medijih delujejo. Ne, da so lastniki medijev, tako kot je žal večinski primer v Sloveniji, ljudje, ki sploh se ne ukvarjajo z mediji, ki imajo medije za bi rekel, neka orodja v premikanju, za neke vzvode v premikanju razmeri moči na politični šahovnici in da se to, kar je pa pač absoluten absurd, vse dogaja v zakulisju, kjer se ti razni medijski šefi potem dogovarjajo s političnimi šefi iz levice in tako naprej. Mi potrebujemo razbiti to paradigmo. Mi potrebujemo vrniti medije ljudem in vrniti medije medijskim ustvarjalcem. Ta zakon je pa pisan prav v obratni smeri. Utajuje to paradigmo. Ta zakon je pa pisan v tej smeri, da bodo lahko več denarja mediji, se pravi odločevalci v politiki, razdelili odločevalcem v medijih v zakulisju. In zato seveda to ne more jeti skozi, to ne pije vode. A smo že čisto pozabili na Münchensko deklaracijo, kaj morajo mediji biti. Mi trenutno nimamo enega uradnega medija, časopisa ali karkoli, ki bi izpolnjeval pogoje Münchenske deklaracije. Nimamo nacionalne televizije, ki bi to počela. Vse skupaj je eno samo politično ideološko navijanje, zavito v neke celofane, ne vem česa, ki nihče več tega ne gleda. Jaz sem recimo, če smo že pri medijih, ko sem se pripravljal, ki sem me omenil, da sem zdaj pogosto v oddaji. Sem se pripravljal, sem resno vzamem te oddaje in se pripravljam. Sem šel v knjižnico, mestno knjižnico, vzeti delo, ker iz dela ne kupujem, ker bi rekel tudi po lužah ne skačem, pa po gnojnih javah ne plavam, kot se reče. In sem se ga šel sposobiti, kar me je frapira, ker sem to zadevo prvič držal v rokah po ne vem koliko časa, je upad obsega, to ima samo še 16 strani, včasih jih je imelo 20 plus, ne vem kaj. Plus drugo, kar sem opazil, kar je zelo bistveno, da ni nobenih usmrtnic. Ena sama usmrtnica. Pazite, kaj to pomeni? To pomeni, da ljudje več dela ne dojemajo kot nosilca temeljnih informacij. Včasih, če se delal, zadnjič, ko sem delal odprl še 5 let nazaj, recimo, je bilo usmrti cel kup. Zdaj pa sem prav ta trend spremljal in jih ni. Zakaj jih ni mogoče? Zato so drage, ampak predvsem bistveno, če ti umre oče, če ti umre mama, če ti umre pač nekdo od bližnjih, boš že dal, ne boš vprašal, koliko pa to stane. Hočem reči, za pogreb ne vprašaš, koliko pa stane pogreb, ne vem, hočem reči. Sem opazil, da tega sploh ni. To pomeni, da ljudje dela več ne dojemajo kot prenašalca nekih informacij in po moji oceni nobena tiskana publikacija v Sloveniji več ne presega naklade 5000 izvodov. Morda slovenske novice, slovenske novice zagotovo. Slovenske novice zanesljivo in zanesljivo tudi Nedeljski dnevnik, ne? Ja, po mojem tudi Delo ima več kot 5. Pa tudi mogoče Delo še, ampak v redu, izvoli. Ne, hočem reči prodanih, pa Nedeljski dnevnik je tednik, če jaz kaj vem, to je tednik. Ti si rekel dnevna edicija, si mislil. Dnevna edicija, za izjemo slovenskih novic. To sem rekel, mislim, Delo pa se vidiš po obliki časopisa. In zakaj je temu tako? Zato, ker je to ena sama politično-ekonomska propaganda. Recimo, potem sem to Delo poskušal prebrati in razen nekih floskul o zelenih prehodih, nekih spet anti-Janša, pa anti-Trump, pa to, poslušajte, pa to vsakič, ko sem v zadnjih 10 letih odprl Delo, da sem ga odprl 7-krat, 8-krat, ker sem ga moral, ker so me drugače ne berem tega, vsakič je bilo isto. Anti-Trump, anti-Janša, pa nekaj v zelenem prehodu, pa nek kulturnik se nekaj oglasi in to je to. Zanimivo je meni še to, da so te tradicionalne tiskane hiše, za katere vsi vemo, da so v hudem upadanju, so hudo neuspešne na spletu, kamor so se preusmerile z vso infrastrukturo, ki jo imajo, arhivi, novinarji, in jim tam nikakor ne uspe prilesti med prvih 6 najbolj branih. Na vrhu so čist neki drugi portali, to pa je nerodno za novice, Delo, Večer. In dodatno, če gledamo zdaj zakon, pa zdaj načrtuje veliko denarja za to, da bojo oni zdaj prešli na splet, kjer so že 20 let v celoti, in kjer so neuspešni. Zdaj, po mojem je to sporno tudi z vidika poštene trgovine. Zakaj bojo pa tile zdaj dobivali od države denar, da bojo konkurirali nekim drugim zasebnim podjetnikom? V čem je logika? Že itak imajo prednost, ker so to premoženje, ki ga imajo poslovno, podedovali z prejšnjega režima, ko so bili v resnici vsi partijski časopisi komunistične partije, ki so jih nadzorovali in vodili, izključno partijci, tudi večina novinarjev je bila partico. In to so pač prenesli v ta novi režim. Vse tu je eden od problemov, ki jih imamo še danes. Večina novinarjev dela v državnih medijih še vedno. RTV Slovenija, STA, tudi kup občinskih.
Je pa tudi nekaj zasebnih, nastalo je nekaj monopolov, to so pa v glavnem levi tajkuni, ki so jih dediči nekdanje partije v tranziciji in dali vpliv na te medije, zato da obvladujejo sceno in si zagotavljajo tudi na ta način oblast. In medijski zakon, ki ga zdaj delajo, je namenjen utrjevanju tega in dodatnemu financiranju teh monopolov levice. Se to je logično. Z tega stališča nelogičen, tako kot vse, kar počne Golobova vlada. Stališča novinarstva, za katerega je pisanje, nelogičen. Peter, vprašanje, zdaj, prej si rekel, da bi ta zakon prinesel nekaj dodatnega denarja tem levim tranzicijskim tajkunom, ki pač imajo v rokah sprav Večer, Odlazek, Dnevnik, Petan. Pa še zmanjšal možnosti, da za ta denar konkurirajo tisti, ki niso iz tega. Zdaj pa meni povej, a je to povezano, recimo, da zdaj Odlazek in Petrič pravkar vršita tako rekoč neka množična odpuščanja. Petrič na delu, ne bi zdaj v kratkem odpustil 10 novinarjev, Odlazek na Večeru, ne bi odpustil 7 novinarjev. Mislim, zdaj pričakujejo zakon, ki jim bo dal nekaj več denarja, hkrati pa kaj izkoriščajo priliko in odpuščajo novinarje. Se tudi prejšnjič. Mislim, govorim o tem, ker je društvo novinarjev razlaga, da ne bi ta zakon na veliko rešil status novinarjev. Ko je celoten parlament znižal DDV tisku na praktično nič, kar je velika ugodnost, so tudi odpustili na delu cel kup novinarjev. Mislim, da sem takrat poročal celo, da so nosečo novinarko odpustili. Oni pač tudi tisk umira in oni danes nimajo dosti izbire, ko da odpuščajo. Vse zato to počnejo. In ne glede na to, kaj zdaj tukaj vlada počela, bojo to morali nadaljevati, ker neke brezupno izgubljene poslovne dejavnosti država enostavno v nedogled ne bo mogla financirati. Že RTV Slovenija je velik problem, ker oni nimajo nobene gledanosti, tja pa gre ogromno denarja. In zdaj so še dvignili prispevek. To se ne izide. Ta prispevek je bil logičen, ko so vsi gledali to televizijo in poslušali ta radio, če tega nobeden več ne gleda. Kateri še gledajo, Zelo malo, če daleč več gleda Pop TV, recimo 4-krat več, ker ne plačamo nič, recimo poročila. Plačaš, ker kupiš na kabelsko televizijo, pač priključek in tako dalje. To bi lahko tudi RTV Slo na ta način, glede na to, koliko je pač sej tudi, RTV Slo, RTV Slo v bistvu mi plačujemo 3-krat, Eno je, ker plačujemo kabelski priključek, drugič, ker jim damo posebno članarino in tretjič, ker so tam noter neki oglasi državnih podjetij. Kot 3 kanali so v bistvu za plačevanje RTV-ja. Ja, Milej, ni Milej suko motorke, mislim, kako to rešiti, to recimo RTV. Mislim, jaz mislim, da bi to bolj enostavno, da bi to enostavno ugasnil, ker to nima ne pogledanosti, to je neki mastodont iz nekega časa, ki ga ni več. To je tako, da bi zdaj recimo gradili po principu, se pravi, stanovanjske soseske po principu srednjeveških gradov. To se ne bi šlo. Ja, pa je res. To se pa res ne bi šlo. Ne bi se šlo, prosti, ne bi se šlo. Gotovo je potrebna resna reforma. Sej tudi BBC jo je naredil, pa v Avstriji so jo naredili, ne pri nas, pa sam dodatni denar nalivajo. Pri teh gledalnostih, jaz ne vem, kakšna reforma, to je tako kot paliativna oskrba, kakšna reforma, kaj boš, kako boš ti zdravil pacienta, ki je prišel na paliativo. To je nemogoče zdraviti. Kako boš zdravo? Kako boš povečal gledanost RTV-ja? Če imajo neki odmevi gledanosti, ki je bil še faktor, toliko faktor, zdaj pa manj kot večerna oddaja na neki televiziji, ki ni velika, mislim, da je Planet TV ali neki tak. Realno gledanost in nobena oblast ne more privoščiti, da bo kar postala na cesto tako velikansko število novinarjev, pa drugih vseh. Pazite, cel kup teh tudi zdaj, ki dobivajo Prešernove pa podobne nagrade, je zaposlen v istem tem zavodu, RTV pa tam dobiva denar. To je seveda si bo privoščila, oblast si bo morala to privoščiti, zato ker drugače bo ta država odmrla, mislim. Skratka, naslednje vprašanje. Zdaj, očiten je načrt Nataše Pirc Musar, predsednice republike, da bo za varuhinjo človekovih pravic imenovala Katarino Bervar, senat padel v vodo, Nataša, predsednica tam potrebuje dvotretjinsko večino, kar pomeni, da potrebuje najmanj recimo neke glasove desne opozicije, recimo Nove Slovenije. Zdaj, koliko je slišati, so v Novi Sloveniji zavrnili, da bi dali glasove za to njeno kandidatko, ki je mimogrede tudi njena osebna prijateljica in v bistvu njena prva nagrajenka, potem, ko je postala Nataša Pirc Musar predsednica, je prvo priznanje, ki ga je podelila njej. Kaj recimo vama to zdaj pove?
Mislim, meni to pove samo to, kar ves čas govorim, pa pišem, pa razlagam, da gre tle za sistematično ubijanje države, ki umira. Ne moreš ti imenovati svoje prijateljice na mesto oziroma človeka, ki si ga prvega odlikoval, ki je tvoja prijateljica, s katerim si povezan in ki se ni ta ženska zavzemala za neke... Nisem samo zavzemala, na nek način je celo sodelovala, ne? Pri uvozu predvidevanju pravnega reda Republike Slovenije, pri uvozu migrantov, ilegalnih migrantov. Ki predvideva, da je Slovenija pač država, ki spoštuje mejo, ki določajo zakoni o prehodu državne meje in vse to. To je tako, da bi, ne vem, to je vse skupaj že komično. Tu je Nova Slovenija, seveda, ki ima zdaj pač minimalne procente, pri boju za parlamentarni prag ve, da tega, bi rekel, koraka ne more narediti. In zato je pač ne da podpore, ampak tudi na Nova Slovenija, to je žalostno, mi krščanski demokrati smo 30 let nazaj dobili 10% in bili hudo poraženi in bila to katastrofa. Ti imajo zdaj 5%, pa noben ne udari placno. Novi Sloveniji čestitam za to držo, kakor je meni to težko izreči, ampak to bi bila res popolna katastrofa, ker nam država ne deluje, državo so zadušili, tako če te videli polštrna človeka, ki spi, bo umrl in to delajo s to državo posod. Na nek način to kaže tudi na to vprašljivo sposobnost Nataše Pirc Musar, pri tej njeno politično držo, njeno sposobnost, recimo iskanja nekega kompromisa, z akterji, pač, ki sodelujejo v procesu imenovanja varuhinje. Recimo zlasti... V tem primeru je na srečo potrebna visoka večina in desne stranke sta tu lahko ustavila. V mnogih drugih primerih smo bili priča temu, da je sedanja vladna koalicija gladko nastavljala posameznike iz političnih, zasebnih zavodov na pomembne državne funkcije, zavodov, ki so jih te stranke na oblasti same predtem ustanavljali. To so neke vrste strankarski aktivisti. Recimo imamo ustavno sodnico iz Mirovnega inštituta, ki potem dela tudi za Mirovni inštitut in je potem celo odločala, ko je šlo za RTV v sporu, kjer je Mirovni inštitut sodeloval na vladni strani. Na koncu je sicer izločili, šele po protestu gospoda Gregorčiča, da to pa je res šlo predaleč. Vsej pa imamo Niko Kovač, ki je vodila vladni strateški svet za boj proti sovražnemu govoru. Teh primerov je kar veliko, ko na ta nenavaden način bi rekel, privilegirajo te svoje... Pazite, te zavodi so pravzaprav nek obvod. V Sloveniji je zelo omejeno, koliko smejo stranke oglaševati, reklamirati, koliko se smejo financirati, to je zelo nadzorovano, tudi Računsko sodišče. Če pa ti ustanoviš nek politik, recimo Maljevac 8. marec ali pa Fajonova 1. maj, pa lahko tam leti denar iz državnih podjetij, državnih institucij, nenadzorovano in to lahko trošiš za vse živo, kar tudi smo zdaj priča. Gledamo Niko Kovač, ki zganja že leta očitno politično propagando za skrajno levico, in jo mediji predstavljajo kot aktivistko, in ne v teh kvotah aktivističnih, ampak kot nekega predstavnika najvišje civilne družbe in celotnega ljudstva, ko je popolna norost. To tudi kaže, da nam kaže tudi, kakšne medije imamo. Tile mediji so ostali v socializmu in mislijo, da so še vedno tam, številni, ne vsi. Nekaj tudi kritičnih. Smo pa lahko tudi videli posledice direktne. Takoj potem, ko so zamenjali recimo Mene na Sijolu, pa dali novega urednika, ki ga je tja nastavila Vesna Vuković, je Nika Kovač dobila kolumno. Pazite, aktivistka, levice, ki vodi nek zavod, ki ga je ustanovil minister Maljevac. To, da je to ustanovil minister Maljevac, je pa zdaj nenadoma pri prenovi izginilo iz Erarja. Pa tudi, da je ustanovila 1. maj za tiste transakcije gospa Fajonova. Te stvari so zanimive, nenavadne. Ampak zdaj si v bistvu že začel to, kar sem jaz mislil kasneje, itak odpet. Zdaj, okoli vprašanja tega referenduma. In pa zdaj naenkrat se je začela res masovno spet pojavljati Nika Kovač. Zdaj nekaj časa ni bilo, zdaj pa na dan 2-3 filmčki. Mislim, se je to ona zdaj kaj, se je upoklical, se je vključila v volilno kampanjo zato, ker je ona simbol neke, ne vem, referendumske zmage, recimo takrat okoli vode, pa takrat okoli televizije, pa tako dalje. Mislim, kako gledaš ti to njeno pojavljanje? Malo je mogoče pojavljanje tudi posledica tega, ki sem sam razkril, kdo jo je pred leti napadel. Ona je takrat javno obtožila SDS, da je za napadom na njo, fizičnim napadom,
in potem je to se v sodnem postopku prikrilo, kdo je v resnici napadel. Tisto mi je bilo pa fascinantno, zakaj so to prikrili. Zdaj sem jaz pač pridobil ta podatek, objavil dokument in ugotovili smo, da je napadel nek frizer iz Maribora, kdo je ta Krstič? Ja, kdo je ta Krstič? Jaz ga ne poznam, gre za nekega pač frizerja iz Maribora, na spletu se tudi pojavi kot frizer preteklosti, ne vem, če je še vedno, ampak gotovo pa to ni nek aktivist SDS, pa vrhu vsega pa, ne, če gledate priimek, ne, je med tistimi, ki jih ona najbolj brani, ne, in zagovarja, ne, to, kad ga je pa tožila in je, ne, se on se sploh ni branil na sodišču. Vprašanje, če on ne vpije ubijanšu. No, on se sploh ni branil na sodišču in je pač ti sprejel, ker je pogojna kazen, je mislil, da noben ne bo zvedel in ne, pač čao, ne, ampak zdaj... To je eden najbolj nenavadnih dogodkov slovenskega pravosodja v zadnjih letih, ne, ta zgodba. In se je zdaj začela oglašati, drugič Levica tudi rabi pomoč, ker so tu v velikih težavah, ker na tem referendumu pa lahko močno zgubijo, ker stvar, ki so jo uzakonili, je globoko nepoštena, je nadgradnja privilegijev iz prejšnjega režima, kakršnih ne poznajo nikjer v Evropi, ne. In je, glede na to se stiska druge upokojence, ta referendum teh no. pokojnin za privilegirane kulturnike. Zakaj, recimo, po vajnem mnenju se je to... Sam to bi še dokončal. Ne? Mi smo lahko spremljali, kako je že doslej so vladni predstavniki lagali o pokojninah, ne? Recimo premier, pa tudi gospa Sukič, ne? Pa lahko gledamo tudi Asto Vrečko, ki to počne. Ne? Zdaj so poslali Niko Kovač, da naprej, ker tam je manj nevarno. Ne? Pri državnih funkcionarjih lahko največja opozicijska stranka sproži neke postopke in se pol izkaže. Ne? Pri njej pa tega ni. Ne? Pri njej ona lahko laže, kakor hoče. Ne? In ker sem se jaz nasmehnil, je bilo pa to, ne? Ko sem jo poslušal, ko je ponavljala zgodbo Dejana Karbe, ki jo je objavil na prvi strani Dela, ne? Da denar od Patrie ni šel Janši, ampak stranki SDS. Zdaj ona pravi, da je ta denar šel stranki SDS. Paste, ta članek je šel, ne, zaradi tega, ker je bila zahteva za popravek do ustavnega sodišča. In na ustavnem sodišču, ki je, ne, potem pritrdilo SDS-ju pritožniku, ne, je sodnik Rok Čeferin zapisal izrecno, ne, da tu novinar ni zagrešil zgolj neresnice, ampak je lagal, ker je vedel, da ni res, kar piše in kar je bilo v naslovu. In isto zdaj počne gospa Kovačeva, ne. Peter Čeferin kot ustavni sodnik takrat, ne? Rok Čeferin. Rok Čeferin kot ustavni sodnik. Še vedno, ne? Ja, zdaj predsednik celo, ja. Ja, predsednik celo, ne? In zakaj potem... dodatna neverjetnost pa je to, ne, da mediji, zakaj potem ona... zadnje dni so vse pri politikih ravnali pošteno in so povedali, da so politiki lagali in tu več ni spora. Medtem ko pri Niki Kovačevi tega ne boste opazili, njo pustijo, da laže, ne, in laže kar naprej. Ona je tudi trdla. Ona ve, da laže. Jaz mislim, da ve. Tu pa zdaj ne moramo govoriti, da je toliko neumna, da tega ne bi vedela. Se lahko to počne, če to počne predsednik vlade, zakaj pa ona ne bi, ona je tudi v preteklosti trdla, da jo je hotela prejšnja vlada Janeza Janša, da je hotela prepovedati ta zavod 8. marec. In jaz sem jih pol vprašal, ja pa kje pa imate kak dokaz za to, ker vlada pa ni tajno društvo PGC, ne, to pa so procedure, pa treba povedati. Sploh niso odgovorili. Pazite, oni se zlažejo in potem grejo na neko drugo temo in znovo lažjo probajo prekriti staro laž in mediji to dopuščajo. To je najnižja možna propaganda, padli smo res globoko v tej državi. Kaj se dopušča? Zdaj je to, Boštjan, vprašanje, ne? Zdaj, recimo, zakaj se je ta referendum, ne, sprevrgel v tak ideološki spopad, no? Ja, zato, ker pač je v zadnje napačna ocena, ne, referenduma, to je zdaj, takrat je bila Nika Kovač. Mislim, referendum, zdaj še v fazi smo zbiranja podpisov. Mislim, da bojo sigurno zbrali te podpise, zato ker sem jaz dal svoj podpis, jaz sem ga dal in to pozivam vse, ki še niste dali, da ga daste, a ne, ker to je razpad vrednostnega sistema. Osebno, to je razpad vrednostnega sistema. Absolutno podpiram, mislim, da gre za sramotno vrednostnega sistema. To je Ja. velik madež na slovenski kulturi kot taki, a ne, ker ste tu zdaj, bi rekel, dobivajo pač priložnost nekateri, ki niso slovensko kulturo ne morejo biti povezani, ampak veliko lažje je bilo takrat dobiti, so bile pač neke razmere, neke pandemije, neke histerije v zraku, ki so mediji seveda spodbujali, veliko lažje je bilo takrat razglasiti, da bo Janša vzel vodo, a ne, in ljudje so verjeli, da bo vzel vodo bo vzel, se nam je že svobodo, bo vzel vodo, svobodo in gor in dol, ne, in na to norijo so se ljudje odzvali, sem to analiziral tudi za tvoj pač požar report, ne, ker tu je šlo za čisto norijo in demagogijo. Zdaj tega referenduma se pa preprosto ne da dobiti, edino, kar bo Nika Kovač povzročila. Če kdo ga ne more dobiti?
Ne, mislim, ne morejo ga ustaviti, ne, oziroma to hočem reči, ne more nikako več v tej vlogi zmagati. Ne. Ljudje bojo seveda šli in bojo volili, ampak kvorum bo dvignila, ne, prišlo bo to, ker šteje na koncu šteje, koliko glasov, koliko ljudi se je udeležilo, ne, za to bo šlo, ne, koliko ljudi se bo udeležilo, znotraj tega je razumljivo, da narod ni toliko nora, ne, da bi glasoval za privilegije, da bi se vzel iz žepa, bi rekel, ne vem, 100 evrov, pa dajte kulturniki, vi imeti pa tle še 100 evrov, pa dajte še kulturniki, kajti jaz se spominjam že 12 let nazaj, ko je šlo za to, da se ukine Ministrstvo za kulturo, pa smo bili jaz, pa Tonin, pa še 2 predstavnika, bi rekel, društva pisateljev, ne vem kdo, ampak takrat je bilo glasovanje, ali potrebujemo Slovenci Ministrstvo za kulturo 12 let nazaj, to je bilo 8. februarja 2012, 13 let nazaj je bilo glasovanje 2/3, da ne potrebujemo, dejte na mir, pa 1/3 potrebujemo. Tako da razumevanja ljudi v tej, bi rekel, globoki socialni stiski, v katero je po covidu pahnila Slovenijo Golobova vlada za to, da bi se kulturnikom dodatno izplačevalo, ne bo. Ja, no, zdaj to je izgubljena. Teza, ki vidim, ki jo zasleduje, zdaj recimo, ne vem, Nika Kovač, pač Levica in tako dalje, je v tem, da je v bistvu zdaj stranka SDS, Janša oziroma Nova Slovenija, da so proti slovenski kulturi. Ne? To je ta teza, ki se bo vzpostavila zdaj pred referendumom. Ja, ampak ta teza proti slovenski kulturi, se vam pravim, 12 let nazaj ta teza dobila 2/3 podporo v glasovanju za opravljenem po vseh uzancah za nacionalno televizijo. Čistko en tak, ne, niso proti slovenski kulturi, se ljudje ločijo, ne, pa veliko vprašanje pa seveda je. In to vam jaz kar odgovor dam, da proti taki kulturi, kot jo promovirajo zdajle, sem jaz, je vsak normalen in so Slovenci, ker to s kulturo nima več nobenega smisla in nobene zveze. A ti govoriš o tej maji smeha, pa ta kultura, z psom in tako dalje. Ja, v vsaki državi, vsaka država ima, ista zadeva je pač v Evropi, pa v svetu, vsaka država ima toliko in toliko talentiranih, na toliko in toliko milijonov ljudi dobiš toliko in toliko resnično talentiranih umetnikov. Ne moreš tega iz krave lahko potegneš 50 litrov mleka, če še ne vem kakšna sementalka, ali kaj, ne moreš potegniti 70 litrov mleka. Ne gre. To je treba opozoriti, da tukaj gre za umazano politično propagando. No. Tile pokojninski dodatki, velikanski, bistveno večji kot po zakonu iz časov socializma, ne, ki jih dobivajo in športniki, do zdaj jih je 100 Vilfanov, Vilfan je sam za sebe sprejel ta zakon in zdaj še kulturniki, ne, nimajo nobene zveze z odnosom do kulture, nobene. Tu gre za 300 ali pa 400 tisoč privilegija, ki ga pač politika nekomu dodeli na račun vseh drugih ljudi, ki morajo to plačati. Sej isto bi potem lahko rekli čisto vsi drugi, znanstveniki, odvetniki, podjetniki, kmetje, da če jim ne dajo najvišje pokojnine, kmetje tudi, če jim ne dajo najvišje pokojnine, da je to napad na kmeta, na gospodarstvo, na vse. Ne. Ta logika, glejte, je odurna. Ne. Na ta način skušajo pač nek privilegij za majhno elito upravičiti, ki je popolnoma nesorazmerna. Če celo na Finskem, ki je edina država, ki nekaj podobnega podeljuje, so vsote bistveno niže, kot jih zdaj pri nas nameravajo razdeliti, ne, neki eliti, pa tam je to širše, ampak v nižjih vsotah. Ne, pa je to bogatejša država od nas. Drugače pa tega nobeden nima. No. To je pač nek ostanek, ki smo ga mi podedovali, te privilegirane pokojnine, še dosti večjih borci dobivajo iz časov komunizma. Ker so pa kulturniki res bili po svoje v težkem položaju, ker normalno oni živijo na trgu, komunizem je pa ukinil trg in so lahko preživeli samo od države. Ne? Borcev univerze dobivajo to njihovi nasledniki, njihovi sinovi, njihovo sorodstvo, to je po analogiji bo tako, kot Svetlane Makarovič ne bo več, a bo to potem njena mačka dobivala ali karkoli. Drugo, kar je pa zelo bistveno, kar si rekel in to odlično se to sliši tukaj, a ne, zakaj pa kmetje ne dobivajo izredne pokojnine? Kajti mi, jaz, brez kmeta ne morem preživeti, ker ne morem preživeti brez hrane. Brez teh kulturnikov, tako imenovani, ki dojijo pse in gor in dol in vse skupaj se preklenejo na radiatorje, pa jaz čisto mirno preživim, oziroma preživim. Napad je to vse skupaj tudi na pokojninski sistem. Pokojninski sistem pač mora temeljiti na tem načeloma, da dobiš tisto, kar si vplačal. In ni fair, da eni dobijo čisto druge dimenzije plačil kot tega, kar so vplačali. Ne? To nima blage zveze z odnosom do nekih dejavnosti. Ne? To je enostavno nek
za mene popolnoma nerazumen privilegij, ki je povrh vsega res velikanski, ne, in ki se jih bo delilo zdaj še bistveno več kot prej. Ne, to, ko govorimo o dedovanju, ne, tudi te kulturniške pokojnine, ki so se po socialističnem zakonu dodeljevale, se zadnjih 10 let dedujejo. In to ne po tistem socialističnem zakonu, tam tega ni bilo. Tam je bilo določeno, da tudi če dajo kakemu družinskemu članu, mora vlada odločiti. Pa ni, ne, tega dodeljevala načeloma. Ampak so v spremembi pokojninske zakonodaje pred 10 leti naši sedanji politiki dodali, da se ta dodatek za zasluge deduje in zdaj imamo že velikansko število. Jaz sem po velikih težavah pridobil imena teh, ki so dobili te dodatke, ko je informacijska pooblaščenka odločila, da spis pa vlada te podatke morata dati, vse imena, ne, ker so jih prikrivali ljudem, paste. Oni kao popravljajo zakonodajo, ampak prikrivajo podatke, kdo zdaj sploh dobiva. Ne vemo, kakšnih sotah dobijo, ne? Razen statistično se da zračunati. No? Jaz sem pač enostavno zračunal, ker se da po statistiki, da so po ZIPOT-u kulturniki do zdaj dobivali povprečno, to kažejo podatki, 700 evrov pred 3 leta nazaj, po Bilfanovem zakonu pa 1200 evrov, 500 evrov so povišali, ne, ker imajo drugačen način izračunavanja. In isto zdaj pri kulturnikih, ne samo, da v širši množični nameravajo po novem deliti, ne, tudi povišali so še privilegij. To, jaz mislim, da se absolutno ne da braniti. Kaj pravite pa v tej ovadbi? V tem spopadu je Levica med drugim ovadila stranko SDS. Ta ovadba je pa res nekaj najbolj. Hkrati je pa odvetniška pisarna Čeferin, v imenu oziroma po oblastilu te Maje Smrekar, sprožila neke vrste avtorsko oziroma odškodninsko tožbo. Tu gre v bistvu za dve različni stvari pravno. Ja, ampak sta pa povezali. Sta pa povezali. Da gre za lažno ovadbo, krivo ovadbo, ker očitajo, da to sodišče odloča, ne? Ja, to tožilstvo odloča. Jaz sem tudi prosil, da mi naj pošljejo ovadbo, da bomo splovili, kakšna točno je, pa kaj so odločili, ne? Ker trdijo, da manipulira SDS z objavo tega posnetka volivce, ampak oni sami, Ministrstvo za kulturo, so pred kratkim imeli okroglo mizo, kamor so povabili to avtorico kot vrhunsko umetnico in so objavili te iste posnetke oglasno, da bi vplivali na javno mnenje. Povrhu vsega, paste, so produkcijo tega posnetka, kako doji gospa psa, plačali iz Ministrstva za kulturo in iz mestne občine Ljubljana. Država je plačala, ne? In zdaj tudi, če kdo reče, da je ta avtorica zaradi prijateljskih odnosov dovolila državi, da potem reklamira njene slike, je tu en problem. Pazite, v državi ni prijateljskih odnosov. Gospa, če je članica Levice, ne sme državi dajati posebnih ugodnosti enim, drugim pa ne. A je članica Levice? Jaz ne vem, če je, ampak tu, če dovoli enim v razpravi, pa eni v razpravi v lobiranju za njen osebni privilegij, da smejo objaviti njen posnetek na pozitiven način, kritični opoziciji pa ne, da kak pomislek objavi. Glejte, to je nezaslišano, ne? Da Levica da ovadbo zaradi tega, to je kriva ovadba, po mojem. To pa je, in je to zloraba oblasti, oni so vladna stranka. Zdaj, kar se tiče pa gospe Maje Smrekar, ki je dala pač zahtevo za poravnavo nekih avtorskih pravic, mislim, da to pa bo imela težave, zdaj to je stvar stranke, ker zdaj, to ni tožba, ne, oni so pač, da naj dajo 50 000 evrov, ker misli, da je to toliko vredno, ta posnetek, kako doji psa. Jaz mislim, da bojo tu težave in da malo ima celo tu predsednik SDS Janez Janša prav, ko opozarja, da je zadeva lahko celo z vidika zakonodaje sporna, ne, ker je pa zakonodaja vendarle na nek način, ko gre za zoofilijo, zadeva ni tako čista. Ne? Tu je še en. Zdaj, Boštjan, ti boš to po mojem zelo dobro pojasnil. Recimo, boš dal verjetno zelo slikovito odgovoriti na to vprašanje. Kaj si ti recimo meniš o takem umetniškem delu, ne? Zdaj dobro, okusi so različni, ne? Recimo, konkretno, recimo ta gospa Maja Smrekar, gospodična Maja Smrekar, kakoli pa že, Zame je umetniško delo nekaj, kar je lahko, česar ni sposoben narediti vsak. Umetniško delo pač je nekaj tako kot recimo arhitektura, kot je recimo ne vem, en članek, se pravi nekaj, kar je pač odlikuje nekoga, ki je zato maksimalno talentiran. Zato tudi pravim, da umetnikov je lahko v narodu, ki ima toliko in toliko milijonov, 2 milijona ljudi, lahko zgolj toliko, ne more jih biti več. Taka je naravna selekcija, to je tista Gaussova krivulja in tako. Ne. In po tem kriteriju pač zame je umetnost, zame zelo, bi rekel, je umetnosti
je umetnost zelo omejena, ne? Ni vse umetnost, ne? Ni vsaka zadeva, ki jo kdo domisli, umetnost. Ne? Zdaj pa tudi, pa tle se pojavlja pa še drugi problema, ne? Tudi če to vsaka zadeva, bi rekel, je umetnost, ne? V redu, prav, jaz pravim, pa ne bo dojenje psa umetnost, ne? Ampak to, da daš pa ti kazensko ovadbo za to, da se pravi, z zakonom preganjaš nekoga, ki poustvarja umetnost, ne? Ker če Maja Smrekar razglasi to za umetnost, potem pač je to, kar so naredili pri SDS-u, poustvarjanje umetnosti. To je približno tako, če bi nekdo kazensko mene ovadil za tole, recimo zdajle, ne? Vrba srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta, ne speljala z tvojega sveta, ne bila, debuka žeja me z tvojega sveta speljala, ne bila golfiva kača. Ne vedel bi, kako se strup prevrača vse, kar srce si sladkega obeta in tako naprej. Ne? To je čist ista stvar, ki jo je naredila SDS. To je poustvaritev neke umetnosti. Hočeš reči, da je zdaj SDS... Pa zgriš pomembnejšo stvar. Hočeš reči, da je SDS z tem, da je pač to Majo Smrekar z tem dojenjem psa dal na ta svoj predvolilni oziroma referendumski plakat, da je s tem poustvarjala umetnost, kako? Ne, jaz se pač... To je vedno malo cinično, ne? Mislim, cinično v kontekstu tega, da dajo za to kazensko ovadbo, ne? Ker to za to gre, ne? In ti imaš pravico, recimo ista zadeva je bila nekje pri Venotu Tauferju, ko sem jaz v bistvu na nek način kritično poustvaril njegovo poezijo in moral za to odgovarjati pred zakonom. Greš za dosti večjo stvar, no? Zdaj se pogovarjamo o tem, da je večina v parlamentu uzakonila, da gospe pripade 300 000 evrov privilegija za to inštalacijo, ker je za to inštalacijo dobila nagrado. Kako to je? Zakaj 300 000? To je pač, toliko je privilegija, ki ga dodeljujejo posameznemu umetniku trenutno s tem zakonom, ki bo šel na referendum. V 20 letih poprečno, če izračunamo, ne? To je približno vsota, za tiste, ki dobili Prešernovo nagrado, pa še več. 400 000. Ona bi, pač, če bi ta zakon sprejet, dobila 300 000 evrov dodatne pokojnine. Je to, da je za to, da ona dobi 300 000 evrov, dovoljeno njena dela uporabljati samo za promocijo tega, za lobiranje, za to, da ona to dobi, za kritiko, ne, za kakšne pomisleke, da dobi, pa ne smeš tega uporabljati, je prepovedano in kaznovano. Ne. To je pa nerodno. Jaz mislim, da javna razprava mora biti poštena, odprta, široka in da se v njej tukaj pa lahko uporabijo ta sredstva. In mislim, da tu gre za cenzorski poseg, če bo sodišče karkoli odločilo, ki je absolutno nedopusten. Ne. Sodišče bo seveda odločilo, zato ker je precedens. Recimo, jaz sem bil sojen in obsojen, se pravi, na vseh sodnih instancah v Republiki Sloveniji, zaradi zadeve, da sem komentiral pač poezijo Vena Tauferja na način, da sem bil do nje kritičen. Isto, kar zdaj počne SDS in je tle pač neke vrste, bi se to seveda šlo za zlorabo ad 1 slovenskega pravosodja, kar ni ad 2, nič nenavadnega, ker ta zloraba se dogaja. Pa ni šlo za kampanjo, ali ti dobiš 300 000 evrov, no? Ne, hočem reči, ampak da je princip zelo enaka, ne? In seveda, drugič je šlo pa za zlorabo, bi rekel, moje svobode govora. Ne? In tudi recimo SDS se lahko sklicuje tukaj na, bi rekel, poustvaritvi te zadeve od Maje Smrekar, ne? Pač čist preprosto na elementarno pravilo vsake demokracije in komunikacije v družbi, to je svoboda govora. To je svoboda govora, ki je ustavno določena in ki je ne more brez spremembe ustave. Nihče in stranka ima pravico do svobode govora toliko, kot posameznik, kajti stranka združuje posameznika. Je pa še v referendumu morajo biti ljudje seznanjeni vsem na enak način kot pred sodiščem. A v sodnem postopku sodišče tudi ne bo smelo pogledati slike, če bi to lahko škodilo gospe Maji Smrekar. Seveda bo lahko pogledalo. Je pa še ena zanimiv element tukaj. Ne? Zdaj pač to bodočo tožbo, recimo Maje Smrekar vlaga odvetniška pisarna Čeferin, katere je solastnik, formalno je še vedno, drugi največji solastnik je še vedno predsednik Ustavnega sodišča Rok Čeferin. Ne? Če pride pred Ustavno sodišče, se bo moral izločiti. Ne, hočem reči, da to ima neko določeno, tudi če ne pride pred Ustavno sodišče, to ima neko določeno politično težo, ne? Pa nas, ne? Zdaj v tej konstelaciji, ne? Ja, seveda, Čeferini so najmočnejša družina v državi, to je pač dejstvo. Peter, vprosno, poglej, tudi predsednica države, Nataša Pirc Musar je
največja, večinska lastnica njene odvetniške pisarne še vedno. Ne strinjam, da umetniki dobijo ta noro velikanski privilegij, pa športniki tudi ne. Ne strinjam se, vsega, kar sem povedal, da ne bi kdo razumel, da se jaz strinjam s tem. Nikakor pa ji ne oporekam pravice, da si najame najboljšega odvetnika. Čeferini so dobro odvetniška ampak jaz samo opozarjam na ta dodatni element, da take odvetniške pisarne imajo na nek način, kako bi rekel... Vsak človek ima pravico do pravnega zastopnika in če je le možnost si privoščiš dobrega, je pa res, da to kaže, da ti umetniki niso, kako bi rekel, socialno šibki, da tukaj nikakor ne gre za reševanje nekih socialnih problemov, da imajo dosti denarja, tudi potem, kakšno zahtevo je tu postavila pravno. In paste, to zahtevo za 50 000 evrov je postavila za nekaj, kar je financirala država, da je nastalo. Ministrstvo za kulturo in mestna občina Ljubljana. Tisti hip, ki bo vložila tožbo, bo mogla tudi plačati takso. In ta bo relativno visoka. Ne samo to, da je plačala, sofinancirala država, pozneje je dobila tudi za svoje delo visoko nagrado, že 10 000 evrov, zdaj pa nenadoma trdi, da je to njen zasebni biznis. In tu ljudje ne vejo. Umetniki dejansko imajo neke pravice avtorske in to tudi potem, ko se upokojijo in ta denar še vedno dobivajo ob pokojninah. In so v resnici v primerjavi z običajnimi ljudmi že tako ali tako privilegirani. Tudi gospa Makarovičeva, za vsako igro, ki jo otroci v šoli naredijo, to vem, da je enkrat celo spor sprožila, ki otroci niso vedeli, za računa. To pač je. Imajo to pravico, ampak to je dobro vedeti. To je vzvod, biti častni meščan Ljubljane. To je dobro vedeti, da tukaj skratka gre za res neke povsem nerazumne privilegije v pokojninskem sistemu. Pa jaz se celo tu strinjam s kritiki, če gospa Asta Vrečko to hoče, naj naredi nek sklad v okviru Ministrstva za kulturo, kjer bojo tam zbirali denar za to, da bo delila te kulturne privilegije preko Ministrstva za kulturo. Jaz ne strinjam, zakaj? Halo? Da bo vse razvidno, zakaj gre in koliko denarja je, ker zdaj to skrijejo. Temeljni problem je ta, da to, kar promovirajo danes za kulturo, predvsem kar Levica promovira in sedanja ministrica, ali pa kar se v teh krogih promovira za kulturo, ni kultura, ali pa malenkost tega je kultura. Vse ostalo je pa lahko nekaj, kar kultura ni nekaj, kar lahko naredi vsakdo, če ima 5 minut časa. Kultura je pač najvišje stremljenje človekovega duha. In kultura sama v bistvu se problem je čisto napačno koncipiran. Kultura sama z denarjem nima nič. Z denarjem ima gradna avtoceste, gradna stanovanjske soseske, gradna bolnice ima z denarjem. Kultura sama pa ne bi a priori imela nič z denarjem, pri nas pa vse zdaj reduciramo na to vprašanje, bi rekel denarja. Zakaj je kulturnik, če je tako dober, če je tako dober, bo to prepoznalo toliko in toliko ljudi, tako kot moje knjige, ali pa tvoje. Pa se prepoznanje prav, da so plačani, s tem ni nič narobe. Mi zdaj govorimo o nekem pokojninskem privilegiju, ki pa ni plačan, ki jim ga je podari neka politična elita. Število tako imenovanih kulturnikov je takšno, da je pač absurdno, glede na... Pa še to bi rekel, pri umetnikih je dobro biti previden, ker dejansko so izvrstni umetniki dosti krat šli na rob, spomnimo se Oskarja Wilda ali pa še koga, so zelo trpeli, zaradi pač nenavadnosti, ampak to ne pomeni, da njihova umetnost ni bila izjemna. Kar se tiče nagrad, kar se tiče denarja, kar se tiče tega. Nekaj je dejstvo. Mi smo Slovenci. Govorimo slovenski jezik, ki je bil ustvarjen v času, bi rekel, našega zgodovinskega prebivanja na tem prostoru. Vsi, ki so ustvarjali našo identiteto, katere dediči smo, se pravi pesniki, in to nihče od njih ni dobil nobenega privilegija in nobenega priznanja. Primož Trubar se je komaj grmadil šel, France Prešeren, Ivan Cankar, Keten Muren sta umrla v cukrarni in tako naprej. Mislim, nihče, ki je ustvaril to, kar smo Slovenci, se pravi našo kulturno, zgodovinsko identiteto, ni dobil nobenega priznanja. Kaj šele privilegirane? Danes so po njih poimenovane ulice, imamo nagrade po njih. Lahko se to je kultura. Učenci, ni res, spoštujemo svojo kulturo in jo bomo še naprej spoštovali. Do tega še pridemo, Peter. To nima nobene zveze. Ulica Maje Smeha, do tega še pridemo. Hočem reči, to nima nobene zveze s tem, kar govorim. Spravim samo, da so ti ljudje res delali za program naroda, za kulturo, za misel, za slovensko besedo, in niso razmišljali o ničem tem, o čemer danes razmišljajo tako imenovani kulturniki. Odkot pa prihaja ta strahotni potisk
oziroma potisk in pritisk na javne institucije, da jim dajo pač te in te privilegije. Od kulturnikov, od koga pa? Se kakšen interes pa ima konec koncev pokojninska blagajna, da bi rekla, no pa kulturniki pridite, da bomo ven dali. To ni pokojninsko, oni sami izplačujejo, to državni proračun. Vseeno, ali pa ena institucija, ali pa ena institucija. Kulturniki, ki se množijo, ki vidijo, če en murata, bo tudi meni, Svetlani je uspel, Madonna, ima še stanovanje, tam lahko gor, Reča zveza jih je že 10 v vrsti. Jaz bi tudi Itata bih. Hočem reči, to je ta logika. To je ta logika. Za konec imam še eno vprašanje za oba dva, ampak zdaj sem malo težava, ker sta oba dva podpisnika te zahteve za referendum, ampak vse, odkot vidijo, recimo, to sem razumel zdaj v vajnih debat, odkot vidijo črpata, recimo, to prepričanje, da bo ta referendum, recimo, uspel, govorim pač z vidika tisti, ki ga predlagajo, se pravi stranke Janeza Janše in pa Nove Slovenije. Na čem to temelji ta vajen optimizem? Že predno so do konca sprejeli ta zakon, povedal, da bom tudi sam šel zbirati podpise, če ne bo kdo drug, je to naredila stranka. Izjemno si se aktiviral. Ja, ker mislim, da je narobe. Mislim, da je narobe tudi pri športniki, da so šli predaleč pri Vilfanu dobiti in potem so morali še to razširiti na dodatno invalide s Hanovim zakonom, mislim, da je tudi tam šlo predaleč. Bi mogli vse to zreducirati, pa tudi te pokojnine zreducirati. Zdaj, glede možnosti za uspeh. To ti gre zdaj skrb, tako bom rekel, da pač podpišeš zahtevo in potem še ker sem to naredil transparentno, pošteno, tega ne skrivam, kot novinar imam pravico opozoriti javnost, da ocenjujem, da je nekaj nepošteno in tudi vidite kampanjo za to. Ampak paste, kar se tiče pa razpleta na referendumu, jaz ne vem, kako se bo razpletel referendum. Jaz pač predstavim svoje stališče, dejstva, podatke, opozarjam na neresnice, ki jih je vlada širila glede finančnih posledic in tega, ki so lagali, da se je kadilo. Tudi sicer so širili kup propagande, Asta Vrečko še posebej, ona zelo slovi po manipuliranju. Jaz upam, da bom prepričal dovolj ljudi in da bojo ljudje odločili na način, ki se meni zdi moder. Ampak na koncu bojo na referendumu, če referendum bo ljudje odločili in obveljalo bo tako, kot bojo odločili. Seveda pa to še vedno ne pomeni, da kdaj prihodnosti tega zakona nekdo ne bo mogel ukiniti ali pa na novo uzakoniti. To pa je del. Zdaj, pri Asti Vrečko, ti njeni nastopi so res v bistvu včasih zanimivi, ne veš, ali lapsus, ali neznanje, ali kakšno ekonomsko neznanje, karkoli. Se spomniš, Peter, ko je predstavljala ta medijski zakon, je rekla, da oni spreminjajo 200 let staro medijsko zakonodajo. A to je lapsus, ali kaj je to? To je verjetno bil lapsus, pa je mislila 20 let. A mislila 20 let pa je najbolj zmotna. En razglasi, da ima leto 54 tednov, ena spreminja 200 let staro medijsko zakonodajo. Jaz sem videl, recimo, jaz sem pri Vatovcu videl, doktor Vatovec. Ja, to pa ne, je doktor Vatovec. Ja, in sem to videl, ko je bila tista kampanja za referendum na Tarči, sem točno natančno naštudiral, 5 so imeli enih tem, jaz sem 4 naštudiral in sem res dobro naštudiral in sem rekel, to bom vanga povrtel. Ma ni imel pojma. Ma ni imel pojma, to kot ima pojma, recimo, če mene zelo vprašam, kako poteka jedrska fusija. Bi rekel, zlivanje jeder pa to, ampak ampak hočem reči, ni imel pojma, ti ljudje pač gredo skozi življenje tako, gredo skozi politiko, ti ljudje niso pristaši, bi rekel, nekega poglobljenega pristopa, intelektualnih analiz in to konec koncev. Kje pa je strani levice kakšna huda intelektualna analiza bila kdaj recimo objavljena, ali pa kakšni, ne vem, pač to tako gre, ampak kako gre pa to zoper temeljno moralo, etiko in logiko, kar gre pri tem zakonu o uzakonjevanju oziroma kulturniških pokojnin grosso modo, potem pa mora človek reagirati. Jaz bi predstavil primer, kako manipulirajo. Ti si prepričan, ti meniš, da bo ta referendum za predlagatelje uspešen. Ja, če ima narod še nekaj zdravega čuta in to sem prepričan, da ga ima, bo to šel ustaviti. Zdaj seveda tle je velik kvorum zahtevan, to je pač seveda izziv. Če bi bil to kvorum, kot je bil pač pred letom 2012, bi tu ne bilo, bi rekel, nobenih težav. Optimist sem glede na to. Imam občutek, veš, Boštjan, pa Peter, da se je bom rekel, te uvadbe, recimo, ali pa ta upoklic Nike Kovač, da to kaže, da tisti, pač, ki so predlagatelji tega zakona, imajo jih je malo strah vendarle tega referenduma, izida tega referenduma. Ogromno, čez 300 tisoč glasov je ljudi potrebnih, da pridejo, ampak jaz pravim, če se ne bo to tukaj ustavilo, potem bomo dobili naslednji paket, ki bo 5-krat večji, in na koncu to plačamo mi vsi, ker že plačujemo pač golobovanje, plačujemo mi vsi. Gotovo bojo vladne stranke naredile
pa Levica še posebej, vse, kar je mogoče, da tega referenduma ne zgubijo. To je za njih zelo neprijetno. Preprečiti ga veto ne bomo mogli. Ne bodo ne morejo, ker če bodo zbrani podpisi. Če sta vidva podpisala, pol bodo podpisi zbrani. Za njih je zadeva skrajno nerodna še iz enega razloga. Poglejte, hkrati, ko tu delijo te velikanske privilegije peščici, neke elite, kulturne, pa tudi športne že prej, povečujejo obremenitve in prvič določajo davke in prispevke običajnim upokojencem, ki jih nikoli niso plačevali. Za njih je veljalo, da so, ko se upokojiš, ti več ne plačuješ prispevkov pa davkov, ker je itak penzija od države in je to neumno, da tam gor daš še davke pa prispevke, pol moraš pa dvigniti. Zdaj so pa uvedli, najprej obvezno zavarovanje, ki so ga ukinili, ampak to je zdaj morajo obvezno plačevati vsi upokojenci, to je prispevek. Zdaj uvajajo še z julijem tale 1% prispevek za skrb za starejše, to bo znižalo vse pokojnine za 1%. In trdijo, da je razlog za to, ker preprosto nimajo denarja v proračunu. Kaj pa plačujejo iz proračuna med tem po novem? Te dodatke, privilegije, eliti, velikanske. Gledajte, če to združiš, pa zgubijo referendum in ljudje to vidijo, kaj se jim počne. To je Problem je, če bi ljudje to zapopadli v tem smislu, kot to je, potem bi ta referendum šel gladko skozi, zato ker je pa medijska manipulacija enormna, Je pa to vprašanje, ali bojo vsi ljudje katastrofa je to za leve stranke, ker leve stranke so proti eliti in proti temu, da posamezni bogataši dobijo vse na račun revnih ljudi iz halos, kar zdaj delajo. To je ta mi težava. Enega samega, bi rekel, desnega elitneža. Halo? Sej stranka SDS, recimo največja, ki ima tam do 300,000 glasov seže, je pa stranka v ponižanih in razžaljenih. Jaz mislim, da to se tudi z vami strinjam. Na desni strani je dosti uglednih ljudi, ki si upajo stopiti za stranko, recimo. Ne pa finančne oligarhije in elite, ki drži v rokah medije, ki narekuje utrip tej državi. Medijski, kar je zelo pomembno. Tudi nekaj finančno močnih posameznikov si drzne podpreti največjo opozicijsko stranko. Ker so to samorastniki, ker so to recimo tako kot je Aleš Špranca. Imamo Pipi Strela recimo, ki je vedno podpiral desnico. Kje so pa levi podjetniki? Kje so pa podjetniki v SD-ju? A ni bil Sandi Češko in tak velik uspešen podjetnik? Kje so pa podjetniki pri Levici? So jih že naterali z bojneti v more, lepo vas prosim. Levica, torej tisti, ki so na vrh, so kaj prelezali samo po politiki, pa sej to je pač evidentno dejstvo, tako kot je evidentno dejstvo, da je gravitacija, pa se Zemlja okrog Sonca. Oni obvladujejo večji del gospodarstva, že tradicionalno. Poglejmo Stojana Petriča. Že od Drnovška naprej, približno temu tako. Iz časov še socializma, ko so bili direktori, so pač v tranziciji, potem sami partijci, večinoma. Zato so najprej ukinili samo upravljanje, kar smo že zdavnaj pozabili. So potem v tranziciji prevzeli ta podjetja in jih vodili naprej, ker drugih niti imeli nismo. Nekaj malega izjem je bilo, niso bili vsi partijci v resnici vodilni, moj oče recimo ni bil in je tudi pozneje postal solastnik in je dolgo uspešno vodil podjetje, tako da malo bolj zapleteno je bilo, ampak večinoma je pa v resnici imela pač prednost Levica tukaj, velikanska. Zato so načelni, da so najprej, kar so naredili pod Markovićem, so ukinili samoupravljanje. Zakaj? Da so lahko privatizirali podjetja. Zakaj? Ker če bi samoupravljanje obstalo, bi delavski svet je bil nominalno lastnik. Samoupravljanje je bila neumnost, Ja, pa sej pravim, zato ne hočem reči, sploh mislim, da je bila neumnost, ampak da so ga ukinili prvega, zakaj so ga ukinili? Zato, ker je bil delavski svet lastnik nominalno podjetja. Seveda, nikoli ni mogel teh lastninskih pravic izvrševati, ampak zato so potem lahko polastnili ta podjetja, ker so potem oni postali lastniki. Dobro, pač vse je zanimivo poslušati te zgodbe, ampak moramo pač čas nas preganja, tako da počasi zaključujemo. Zdaj, Boštjan pa Peter, najlepša hvala, da so bila danes današnja gostja, s tem je današnja ura resnice končana. Za naslednjič lahko že zdaj najavim, imeli bomo intervju z predsednikom stranke Resnica, skratka Resnica za resnico, gospodom Zoranom Stefanovićem. Vabljeni, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.